Obljubim, da ne bomo izgubili kontrole. 2 minutki sta čez 8:30 in v studiu nisem več sama. Z mano je direktor Nepremičnin Celje, Primož Brvar. Dobro jutro. Dobro jutro. Sem rekla, da te moram poklicati, da midva malo spet predelava to stanovanjsko problematiko v našem Celju, ki pa se zdaj uspešno rešuje oziroma se je počasi začelo odvijati na bolje. Res je, res je. Zdaj po soseski DN10 dobimo še 9. Res je. Kje bo to? Kako se zdaj temu območju spet reče? Da me spet malo razsvetli. Pa jaz najraje rečem, ali pa tako pogovorno, Lidl v Novi vasi, dejansko gre pa za Lavo, tudi ne dečkovo naselje, ampak ja, dejansko gre za Lavo, ampak projekt smo pa poimenovali Cesta v Lokrovec. Ok, in cesta v Lokrovec bo prinesla koliko stanovanj? Cesta v Lokrovec prinesla cca 80 stanovanj. Nimamo zdaj še končne cifre, ker smo glih v postopku projektiranja, ampak ja, cca 80 stanovanj za Celjane. Pa zdaj mi povej, na zadnjem razpisu, ko si bil tukaj pri meni, je bilo prijavljenih več kot 600 ljudi za neprofitno stanovanje. Res je. Koliko bo zdaj 80 stanovanj rešil to? Ja, fakt je, da dejansko stanovanjska politika ni nekaj, kar bi lahko rešili iz danes na jutri. To je res nek dolgotrajen proces na eni strani, na drugi strani pa seveda pač glede na to, da so cene nepremičnin šle v nebo in da si bore malo Slovencev lahko privoši te nepremičnine, je še večji pritisk na javna najemna stanovanja, na neprofitna stanovanja. Se pravi, nekaj se bo rešilo in koliko časa bomo zdaj recimo čakali, če smo na listi? Ja, zdaj odvisen na katerem mestu si, na katerem mestu si, je pa res, da izpostavlja si, na zadnje smo se slišali, smo bili v postopku razpisa, na katerega se je sicer prijavilo 600 prosilcev, na koncu jih je bilo upravičencev 500 in v naslednjih 2 letih bomo oddali približno 70 do 80 stanovanj tem prosilcem. Ta projekt Cesta v Lokrovec, to bo pa potem že po novem razpisu, ki ga načrtujemo nekje v konec naslednjega leta. Že? Že. Hiter gre čas. Hiter gre čas. Kaj pa gradnja? Kako imamo zdaj OPPN pa te začetki? Ti začetki so tako v bistvu, da je bil OPPN sprejet, tako da mestni svet je potrdil ta prostorski načrt, dal kljukico, ki je seveda pač pogoj za to, da mi sprojektiramo in v naslednjem letu definitivno v naslednjem letu začnemo graditi. Torej, zlata lopata se nadaljuje. Zlata lopata gre naprej. V redu. Narediva zdaj hitro pavzico, potem pa nadaljujeva še s tem, za koga so ta stanovanja in potem za koga boste še. Tudi, ker po dežju posije sonce, bomo tudi mi, mladi, dobili streho nad glavo. Tako pravi direktor Nepremičnin Celje, Primož Brvar. Dobro jutro. Dobro jutro še enkrat. Zdaj, midva sva že malo obdelala temo z novo sosesko, ki se obeta tukaj v Celju, ki ste jo poimenovali DN9 oziroma Cesta v Lokrovec. Tako je. Tukaj bo nastalo 80 stanovanj. Kdaj točno? Ja, zdaj, tako kot sem že prej omenil, cilj je, da v naslednjem letu začnemo graditi. Glede na to, da je 80 stanovanj, to gre dejansko za 2 objekta. Ocenjujem nekje, da bo trajala gradnja 1,5 leta. Tako da v letu 2029 bodo ta stanovanja vseljiva. Ok, in kdo ima prednost do teh stanovanj pride, glede na to, da prosilcev imate dejansko zelo veliko, ne? Res je. Prosilcev je veliko, seveda pa čist iz vidika razvoja samega mesta smo v lanskem letu sprejeli stanovanjski program Mestne občine Celje za obdobje naslednjih 7 let, do leta 2032, seveda to ne pomeni, da se bo takrat končal, tudi kasneje bomo delali, ampak za to obdobje smo si dali, pač neke ukrepe in v tem programu smo kot prioritetno skupino zastavili mlade in mlade družine.
Zdaj veš, da te bom za jezik potegnila. Koliko je pa meja mladi? Koliko moraš biti mladi, da lahko prideš do tega stanovanja? Ja, dejansko je tako, da če govorimo o mladih, se pravi mladih posamezniki ali mladi pari, potem bo meja 35 let. Če pa govorimo o mladih družinah, se pravi pač starša z otrokom, starš z otrokom, pa bo to do 40. leta, tako da ne, se najdemo. Ne, jaz pri obeh padem skozi, ker prvič sem baje starejša od 35, tega mi zadnjič niso hoteli EMŠA popraviti na upravni enoti, čeprav sem se fejzbunila. Otrok pa tudi nimam. A mogoče odrasel moški šteje, če ga posvojim kot otroka? Moram priznati, da ne. Tako da tukaj bomo zelo striktni, tudi otroci ne smejo biti, bom rekel, pač starejši od 18. leta. Okay. Tako da tudi tukaj. Zdaj pa ne vem, sicer odrasel moški pri 18 danes je tudi že bi naj bil odrasel. Pustimo to temo za drugič. Okay. Mi dva se vrnemo zdaj na stanovanje. Okay, zdaj sva omenila, da boste gradili stanovanja za mlade. Ja. Kaj pa za tiste mlade po srcu, po EMŠu, pa starejše od 65 let? Tudi za te imamo v načrtu projekte, ampak izpostavil bi še to, seveda pač niso izključno zgolj mladi, te starostne skupine. Kar se tiče osnovnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati naši najemniki, so to, da seveda pač, da ima slovensko državljanstvo, da ima stalno prebivališče v mestni občini Celje. To so tisti neki osnovni pogoji, seveda potem morajo še neke dohodkovne cenzuse izpolnjevati, kar recimo pomeni pri enočlanskem gospodinjstvu, da ne sme imeti plače več kot 3000 evrov. Tako da imamo res postavljene visoke vhodne pogoje. Tudi z tega vidika želimo, bom rekel, čim bolj nek socialni miks, da niso zgolj, bom rekel, pač tisti, ki so res najbolj v tem socialno-ekonomskem smislu, bom rekel, deprivilegirani, ampak da pač različne ljudi naseljujemo v naše stanovanja. Potem pa, kdo še ima prednost oziroma dobi dodatne točke, poleg zdravstvenih socialnih razmer, upoštevamo tudi to, in dajemo prednost tistim, ki so zaposleni, pa potem mladi podjetniki, pa tudi deficitarni poklici, konkretno zdaj na zadnjem razpisu smo imeli zdravstvene delavce, ki so zaposleni v javnih zavodih na območju mestne občine Celje, pa potem učitelji, ki so zaposleni v javnih zavodih na območju mestne občine Celje, tako da pač probamo biti zelo usmerjeni in voditi tudi neko drugo politiko, se pravi samega mesta, in v tem pogledu pač vidim, da je to zelo razvojna politika. Ampak če greva zdaj pa spet na starejše, ja. Mlade po srcu, ampak po EMŠu od 65. leta naprej. Ja. Res je, tudi to smo si zadali v stanovanjskem programu, da bomo gradili še dodatno stanovanje za starejše. Seveda tudi v teh stanovanjih, ki jih bomo mi gradili, nismo omejeni za starosti, tudi tukaj bodo lahko starejši in seveda tudi, ne vem, recimo konkretno invalidi, ki so gibalno ovirani ali pa slepi, slabovidni, gluhi, naglušni, tako da res ciljamo široko skupino, ampak ko govorimo pa izključno o stanovanjih za starejše od 65 let, konkretno oskrbovana stanovanja, pa se načrtuje projekt na območju ob Savinjskem nabrežju, tukaj, kjer je pač dom ob Savinji. In tukaj bo skupaj z nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja zrasla še ena zgradba, ena stavba, ki bo namenjena izključno za starejše 65+. Kdaj pa to pričakujemo? Zdaj smo glih v, bom rekel, zaključnih pogovorih z nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja, tako da jaz računam, da bodo oni nekje v konec naslednjega leta, da bi že začeli graditi. Se pravi, konec naslednjega leta lahko pričakujemo gradbišče na 2 koncih, če bo vse po sreči. Ja, konec naslednjega leta lahko pričakujemo gradbišče še na več koncih, ko govorimo o javnih najemnih stanovanjih. V Celju bo gradil tudi stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki bo zgradil 126 stanovanj, ki jih bomo mi oddajali, se pravi pač iz naše liste, tako da dejansko pač bomo tudi reševali, se pravi Celjane.
In ja, ne, s tem bom rekel, pač nismo zgolj mi edini investitorji, ne, hvala Bogu, ne, da so še drugi pridejo. Mestna občina je uspešno prodala zemljišče, ki bo namenjen prav za javno najemna stanovanja. Ne. To so eni projekti, potem pa še delamo tudi projekte, pripravljamo za stanovanja v starem mestnem jedru, se pravi govorimo o revitalizaciji starega mestnega jedra, prenovi stavb. Tukaj pa že delamo na projektih, en je na Cankarjevi 4, pa drug na Stanetovi 19. Tako da to so sicer malo bolj kompleksni projekti, ne, ker pač moraš reševati neka razmerja z lastniki in pa seveda tudi sama prenova teh kulturne dediščine je malo bolj kompleksna. To pa ti verjamem, ne? Ampak dobro, zdaj čas, se veš, nama je že skoraj da ušel. Me pa sem zanima ena stvar, ki je zdaj pač čist na mojem zelniku tekla zrasla. Glede na to, koliko projektov ste si zadali, koliko še imaš do konca mandata, da vem, a veš... Ja. Evo ga, jaz, nov mandat mi je začel teči letos s 1.1. No, vidiš, tako da imam še 4 leta časa. Tako da še imaš 4 leta, ne bo ti dolg čas, ne? Ne, absolutno ne. To sem hotela slišati. Evo, Primož, hvala, ker si se oglasil spet v naš studio. Prosim, pridi pred koncem naslednjega leta spet, da mi pač malo še kaj podebatirava, pa poveva, če ste se mogoče premislili za mejo mlade 35 let. Se bom zmela. Hvala ti in se vidimo v kakšnem novem stanovanju, ne? Lep pozdrav.